Današnje razmišljanje na glas je o tem, kako spletni tečaj oziroma video lekcije še lahko izkoristimo v svojem edu biznisu. Hojla, Maruša tukaj iz edugodek.si, kjer svoj spletni izobraževalni dogodek lahko promoviraš tudi ti. Ok, tole zdaj snemam med dvema, bom rekla, v odmoru med dvema zadevama. Sem namreč po enem sestanku, potem pa pridejo tudi otroci, pa laufamo na popoldanske dejavnosti pa tako naprej. Ampak dejstvo je, da pravzaprav nikoli ni zares časa, da bi si lahko, ne vem, svobodno vzela cel dan časa pa res delala samo, ne vem, na podcastih ali pa samo na spletnih tečajih ali kakorkoli. Tako da sem pač zelo zagovornik tega, no, da je treba izkoristiti, tudi če imaš samo 20 ali pa 25 minut, se je treba brcniti v rit in iti narediti pač neko stvar, ki jo lahko recimo v 25 minutah narediš. In mislim, da bo danes tole 25 minut glih dovolj časa za tale moj podcast, da ga pripravim oziroma da ga posnamem, pa da ga tudi malo še obdelam. Zate pa 25 minut, če si jih lahko vzameš, da razmišljaš o spletnih tečajih ali pa da se celo lotiš kaj s spletnimi tečaji ali kakorkoli. Tako, ampak dajmo se najprej lotiti ene teme, oziroma te teme, za katero sem pač predvidela tole današnje moje razmišljanje na glas. Zadeva je taka, no, v februarju, zdaj, ko to snemam, je sicer začetek marca 2019, ja, in v februarju 2018, zdaj, če sem čisto iskren, ne spomnim se čisto točno kdaj, ali je bil začetek ali konec, mogoče že celo marc, no, ampak približno eno leto nazaj je v bistvu, zdaj je v bistvu eno leto nazaj, kar sem izdala svoj prvi plačljivi spletni tečaj. In danes bi rada v bistvu s tem posnetkom bi pravzaprav rada naredila oziroma povedala eno, ne rečem resnico, tako v narekovajih rečen, oziroma mogoče en majčkeno bolj drugačen pogled na prodajo spletnih tečajev. Zdaj, prva stvar, ki bi jo rada tukaj izpostavila, je vprašanje, zakaj sem se jaz sploh lotila pred ne enim letom, ampak še majčkeno prej, ne, ker je trajalo kakšen mesec, da sem vse to posnela. Zakaj sem se to, se pravi, pred dobrim letom sploh lotila narediti spletni tečaj? Namreč to vprašanje, zakaj se ga sploh lotiš delati, spletni tečaj namreč, se meni zdi najbolj bistvena zadeva, ko se lotevaš snemanja spletnih tečajev, ne. Namreč, zdaj, jaz se svojega spletnega tečaja, to se pravi, govorim o spletnem tečaju, ki je avtomatiziran in je namenjen za samostojno učenje o snemanju, o pripravi gradiv za spletne tečaje in o tem, kako lahko sam, brez drage opreme, skratka s poceni opremo, z opremo, ki jo verjetno že celo imaš, kako lahko en tak spletni tečaj posnameš, ne. In zdaj tako, ne, jaz v osnovi, ko sem šla delati ta spletni tečaj, ne, nisem šla zaradi tega, da bom ta spletni tečaj prodajala kot svoj core produkt ali pa kot svoj jedrni produkt, kot svoj glavni produkt, da bom od njega živela, ne. Namreč, kruta resnica, no, mislim pač resnica, ki se mi zdi, da je pač pomembna, da jo ob tem izpostavim, je, ne, spletni tečaj, kakorkoli že vzameš, spletni tečaj je nizkocenoven produkt. Zdaj, nizkocenoven glede seveda na tvojo ponudbo, glede na to, kaj ti ponujaš v svojem ali svetovalnem ali pa izobraževalnem, to se pravi v tem edu biznisu, ne. Spletnih tečajev ne moreš prodajati, vsaj na slovenskem trgu, no, še nisem zasledila, da bi se spletni tečaj prodajal za več tisoč ali pa več, mislim, sploh ne več 100 evrov, ne, pač tam že govorimo o nekih vodenih spletnih programih oziroma tudi o spletnih tečajih, ki imajo mogoče nek dodan coaching ali pa karkoli, ne. Tako da, tukaj je treba razumeti, ne, da jaz sama sem se tega zavedala in sem pač seveda pristopila k tej zadevi na ta način, da pač to ni moj core produkt, od katerega bom živela. Ker ena zelo pomembna stvar, ki želim, da se je zavedaš, je, ne, da če se odločiš, če bi se odločil recimo ti ali pa jaz, da v bistvu od spletnega tečaja živim, to pomeni, da ga moram tudi obravnavati čisto drugače, kot ga recimo jaz obravnavam trenutno. Kar pomeni, če bi jaz želela od tega živeti, pomeni, da je to moj glavni produkt oziroma pač eden od mojih glavnih produktov in pomeni, da se ves čas ukvarjam s trženjem. Okay?
Kar pomeni, v momentu, ko jaz nekam tržiti spletni tečaj, v tistem momentu se ne prodaja več. In to je tudi čista resnica, lahko povem v praksi, bom povedala v nadaljevanju, koliko tečajev sem dejansko prodala in kaj pravzaprav sem za vse to morala narediti, da se je sploh prodal. Tako da, ko delaš spletni tečaj, je res bistveno vprašanje, da se vprašaš, zakaj ga ti delaš. In potem, če se odločiš, seveda, da je to spletni tečaj, ki je namenjen za prodajo, se moraš zavedati, da ga moraš obravnavati kot svoj, ne vem, kot recimo, če si predstavljaš ljudje, ki napišejo knjigo, potem se ukvarjajo mogoče 1 leto, 2 leti oziroma ves čas, dokler prodajajo knjigo, se ukvarjajo s promocijo knjige. Hodijo po knjižnih sejmih, kjer predstavljajo knjigo, hodijo na promocije, delajo promocije knjige, pišejo v knjigi razne članke in tako naprej. Skratka, isto recimo, ne vem, tudi če imaš kakšen drug produkt, recimo, ne vem, da prodajaš mogoče neki izdelek, ne, isti pristop. V tem primeru spletni tečaj postane tvoj produkt, ki ga moraš obravnavati kot trženjski produkt, s katerim se moraš ukvarjati s prodajo. Ampak, jaz bi pa rada v temle razmišljanju na glas pravzaprav pokazala en majčkeno drugačen pristop, oziroma tudi eno majčkeno drugačno razmišljanje o tem, kako spletni tečaj še lahko izkoristiš. Zdaj tako, zdaj bo tukaj koliko tečajev sem dejansko prodala v enem letu. Tisti, ki ste bolj, kako ne rečem, slabega srca, prosim, usedite se, ni jih bilo milijon, ni jih bilo 1000, ni jih bilo 200, bilo jih je samo 12. Mogoče še celo kakšen manj ali pa kakšen več, če sem iskrena, nimam čisto točnega nadzora, sicer vidim v spletni učilnici, oziroma v spletni akademiji vidim, koliko jih prodanih, ampak nekaj sem jih dala tudi zastonj, tako da, ja, 12. Kruto nizka številka, ne? Ampak, v resnici, ne, zdaj pa tista fanfarja, kako naj bi tukaj prišlo, ne, v resnici, kljub temu, da sem jih prodala samo 12, sem z njimi ustvarila profit. Ok? Mogoče malo težko za razumeti v tem momentu, ampak bom razložila. Fora je v tem, če pogledam to bolj, bom rekla, strateško ali pa podjetniško ali kakorkoli, je zadeva taka. Če sem prodala 12 spletnih tečajev, sem si v 12 mesecih, kolikor pač te spletne tečaje prodajam, pokrila vsak mesec strošek gostovanja moje spletne akademije. Poanta namreč v tem, spletne tečaje prodajam nekje za, koliko imam ceno približno, zdaj odvisno je pač od akcije, pa od tega, za koliko časa nekdo kupi spletni tečaj in tako naprej. Mimogrede o tem, za koliko časa nekdo kupi dostop do spletnega tečaja, bom naredila naslednji podcast, ker je to zelo pomembna stvar, ki vpliva na ceno spletnega tečaja, ampak nazaj k temu. Če sem jih prodajala nekje povprečno za, ne vem, 35 do 45 evrov, pa recimo tam nekih 37 evrov ali kakorkoli že, sem si s tem, ko sem jih prodala 12 v enem letu, pokrila 12 mesecev stroška gostovanja moje spletne akademije. Ok? Zdaj, če pogledaš, moja spletna akademija meni služi hkrati kot moja spletna stran, to se pravi kot gostovanje mojih vsebin, moj blog, kaj da rečem še, spletno akademijo ne uporabljam samo za ta spletni tečaj, ampak jo uporabljam tudi za izvajanje vodenih programov in tako naprej. Skratka, če iz tega vidika pogledaš, sem si s temi 12 prodanimi spletnimi tečaji pokrila strošek gostovanja akademije za celo leto. Ok, tako da to v bistvu pravzaprav, bom tako rekla, en spletni tečaj na mesec prodati ni težko, ni zdaj glih najbolj enostavno, ampak mislim pa, da z enim spletnim tečajem, kar ne pomeni zdaj to, da to redno prodaš glih vsak mesec pač enega, ne, ampak pomeni, da mogoče, ne vem, nek mesec, recimo v februarju sem naredila neko akcijo, pa jih prodam 3 ali pa 4, ne, pač seveda nekaj vložim, nekaj, kako ne rečem tega, kako se reče, stroškov za nekaj denarja v oglaševanje, pa se seveda proda, in mi pokrije za recimo, ne vem, 3-4 mesece, potem pa mogoče čez 5 mesecev prodam enega, pa čez 6 mesecev 3, pa tako naprej. Skratka, ni nujno, da je pač to zmeraj samo da je to lepo tekoče vsak mesec ena zadeva, ne, oziroma en tečaj. Zdaj, če pomisliš, ne, da v bistvu drugih stroškov s tem nimam v tem kontekstu, ne, to se pravi, jaz dejansko samo
človeka potem vpišem v spletno učilnico in mu dam dostop do vsebine, je pravzaprav to res čisti zaslužek, ki mi, kot sem rekla, pokrije spletno akademijo. Ampak druga stvar, ki je pa še bolj pomembna, je pa to, da sem vsebino tega mojega spletnega tečaja lahko reusala oziroma uporabila tudi v vseh mojih individualnih svetovanjih, kjer pač delam s strankami recimo 1 na 1 in pa tudi v vseh vodenih programih. Konkretno v roku tega leta sem 2-krat izvedla voden tale spletni program. In ta prvega sem celo naredila tako varianto, da sem reusala oziroma uporabila v 90% samo vsebino, ki je bila pripravljena za ta spletni tečaj. Potem sem videla sicer, da ta zadeva glih čist ne funkcionira, da sem pač želela dati malo več sebe noter, pa malo več prilagoditi tega programa v e-šoli e-facilitiranja oziroma v tej spletni šoli izvajanja online programov sem želela majčkeno bolj prilagoditi vsebino konkretnim udeležencem, pač s konkretnimi njihovimi zadevami, tako da sem se pač odločila, da zdaj snemam sprot, ampak še zmeraj pa recimo 30% vsebine, ki sem jo posnela v spletnem tečaju, lahko uporabim v moji spletni šoli izvajanja online programov. In zdaj, če pogledaš, da jaz svoje svetovalne programe, to se pravi te programe, kjer s strankami grem po principu naredim s tabo, da te programe prodajam nekje tam za 100, 200, 300 evrov, pač odvisno od obsega projekta. In če pomisliš, da moje vodene programe prodajam po nekaj 100 evrov, kar pomeni, da tudi če ga prodajam za 300 evrov, pa če uporabim samo 1/3 vsebine iz tega posnetega spletnega tečaja, lahko rečem, da je 100 evrov čisti zaslužek, ker mi ni treba nič ponovno snemati, ni mi treba časa vlagati in tako naprej. Tako da spletni tečaj oziroma v tem primeru govorim o posameznih videolekcijah, mi to se pravi olajšajo, da se ne ponavljam, da ne snemam ponovno, da ne razlagam enih in istih zadev, ampak samo uvozim v svojo spletno akademijo tisto, kar sem že posnela. Torej, če zaključim oziroma če povzamem celo zadevo, to pomeni, svojo spletno akademijo, to se pravi, financiram z enim samim prodanim spletnim tečajem na mesec in to isto akademijo, ki jo financiram in je že praktično plačana, potem uporabljam tudi za te mentorske programe, zdaj vodene, individualne ali pa skupinske in hkrati v bistvu v teh programih spet reusam vsebino iz spletnega tečaja, ki sem ga posnela in ki ga ne prodajam samo kot svoj core oziroma jedrni produkt, ampak ga lahko na ta način ponovno uporabim tudi v te namene. Tako da ne razmišljaj o spletnem tečaju samo kot o samostojnem produktu, o produktu, ki bi ga rad prodajal, ampak razmišljaj, ko se sprašuješ oziroma ko ga načrtuješ, ko greš strateško to zadevo. To ni stvar, jaz pravim, to ni stvar, ki se samo usedeš pa snemaš. To je stvar, o kateri je treba razmisliti, ker dobro narejen spletni tečaj ti bo lahko služil 2, 3, 4, 5, lahko tudi 10 let. Če si dobro strateško razmislil o tem, kaj noter govoriš, katere vsebine daš, kako prezentiraš in tako naprej. Tako da, ko razmišljaš o spletnem tečaju, razmišljaj o svojem zakaj. Zakaj ti bo služil ta spletni tečaj? Kako ga lahko izkoristiš, da olajša tudi tvoj preostali edu-biznis. To se pravi, ne samo tisto, ne samo to, kako ga boš prodal in kako boš iz njega ustvaril profit v tistem momentu, pa čez prodajo, ampak o tem, kako ti bo služil, da ti olajša tudi druge zadeve. Tako da, take away oziroma en tak povzetek. Vprašaj se, kaj je tisti core, tisto bistvo tvojega svetovalnega ali pa izobraževalnega ali pa coaching dela, ki se tisti del, ki se kar naprej ponavlja. Kaj je mogoče nekaj takega, kar je mogoče, bolj teoretičnega ali pa nekaj, kar je 90% časa enakega,
predvsem pa razmišljati, da je to zadeva, ki se ne bo spremenila zdaj čez 2 ali pa 3 mesece, ne? Ker ne splača se ti jih snemati, če se bo zadeva spremenila čez 3 mesece, bo drugače izgledala. Ampak, če pa veš, da lahko pokrije, ali recimo, da se bo pa spremenila čez 1 leto, pa da veš, da boš v tem letu lahko pokril s video lekcijami, ne vem, dosti večjo maso, kot bi jo sicer pokril na terenu ali pa pač z osebnim 1-na-1 delom, potem se ti že splača, ne. Tako da, ampak bistveno je, da najdeš vsebine. Najlažje je pravzaprav začeti zmeraj s tem, da se vprašaš, katere so tiste vsebine, ki jih kar naprej ponavljam. Ponavadi je to neka teorija, ponavadi so to neki koncepti, neki vodiči, ki vodijo skozi neke postopke, ki so ves čas enaki in neodvisni od vsega ostalega. Namreč zadeva je taka, ne, strošek investicije, zdaj kar se tiče opreme pa tehnologije, je pravzaprav zelo nizek. Če delaš v lastni režiji in tako kot jaz v svojem spletnem tečaju o snemanju spletnih tečajev vodim oziroma kot pokažem, se to seveda da narediti v lastni režiji z lastno opremo. Tako da največji strošek pri tem je v bistvu tvoj čas, ki pa postane lahko zelo hitra investicija, v smislu, da recimo, ne vem, če si investiral 1 mesec časa po, ne vem, 4-5 ur na dan, da si delal spletni tečaj, verjamem, da se ti pri nekem določenem obsegu dela, sploh za tiste, ki ste mogoče že nekaj časa na trgu, pa ki imate že kar veliko povpraševanje, se zadeva lahko v roku parih mesecev pravzaprav vrne in obrne in zadeva strošek, ki si ga vložil v svoj čas, pravzaprav postane investicija, ti pa pridobiš na tak način nekaj časa, nekaj svobode in skratka nekaj tudi preprostosti. Tako da, jaz te veselim mogoče kakšnega novega spletnega tečaja, drugače pa prijetno e-dogodkanje.